V Šparu Slovenija že drugo leto zapored podpiramo prenos znanja in tradicije na naše najmlajše. Zato smo vrtce po vsej Sloveniji spodbudili, da v svojih zelenjavnih vrtičkih posejajo semena špar kot nekoč in razvijajo znanje, veščine ter razumevanje o pomembnosti domačih in avtohtonih sort sadja in zelenjadnic. Špar kot nekoč se mi zdi, da je tak zanimiv projekt, zato da se spozna tudi stvari, ki so nekoč bile pri nas, ker mislim, da to zdaj gre vedno bolj v pozabo. Najbolj pomembno v bistvu pri tem projektu je, da so imeli otroci možnost videti ves postopek, od začetka do konca. Najprej smo z otroki neobdelan vrt obdelali, popleli, obdelali zemljo, tako da je bila rahla. In to se je otrokom zdelo najbolj zanimivo, ker so kar občudovali tisto obdelano njivo, prazno, in zdaj lahko karkoli vsadimo v to njivo. V bistvu pri projektu Špar kot nekoč dobili smo avtohtona semena. In to je zelo pomembno tukaj. Recimo naši dedki, babice so to sejali, sadili, potem se je to vmes nekako porazglobilo in so prišla semena, iz eksotičnih držav in tako naprej. Ampak je pa zelo pomembno, da ohranjamo tradicijo, da se vračamo nazaj. Ravno v tistem času, ko so tudi doma tole počeli in smo lahko vzpostavili tudi stik z družinami in smo sodelovali. Pa smo imeli menjavo tudi semenčkov, recimo, so prinesli otroci tudi svoje, tudi sadike potem, pa semena, pa tisti, in smo potem tudi primerjali to med seboj in smo tudi v bistvu zelo pester vrt lahko naredili. Polili smo zelenjavo, potem polili smo tudi plevel, polili smo korenček. Smo nabrali korenček pa blitvo. Sem se naučila, kako se vse puli. Pomembno je, da se zavedamo svoje naravne in kulturne dediščine. Zato se zahvaljujemo vsem malim vrtičkarjem, njihovim staršem in vzgojiteljicam, ki nam pomagajo širiti znanje ter domačnost in pristnost okusov, kot so jih poznali naši predniki nekoč.